Ustanovno sejo je vodil najstarejši član občinskega sveta Božidar Groboljšek. Po predstavitvi poročila o izidu lokalnih volitev so novoizvoljeni svetniki na predlog mandatne komisije soglasno podprli vse mandate. Na podlagi sklepa, s katerim je potrjenih več kot polovica mandatov, ugotavljam, da je občinski svet konstituiran. Mislim, da bom zdaj izkoristil par stavkno. Zaželim vsem nam dejansko uspešno delo. Predstavljati smo lokalne skupnosti, ne političnih strank, čeprav so nas stranke kandidirale. In jaz mislim, da mora dejansko osnova biti vsem nam, in jaz sem trdno prepričan, da to tudi je, napredek občine. Sledilo je imenovanje članov občinskega sveta v komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Njen predsednik je postal Božidar Groboljšek, ostali člani pa so Janez Kukec, Tomaž Lisec, Tanja Novšak, Rok Petančič, Gorazd Zupanc in Stanislava Žičkar. V novem sestavu 25-članskega občinskega sveta je 6 strank oziroma list. Največ sedežev, 8, imajo v Slovenski demokratski stranki, sledijo ji Slovenska ljudska stranka s 7, Gibanje Svoboda s 6 mesti, Neodvisna lista za razvoj krajevnih skupnosti v občini Sevnica z 2 mandatoma ter Nova Slovenija in Socialni demokrati s po 1 sedežem. Mislim, da je dobra sestava, gre za osvežitev občinskega sveta z nekaj novimi svetniki, nekaj je tistih, ki so že bili občinski svetniki in so se vrnili v občinski svet, in to pomeni nove ideje, nove poglede, drugačen zorni kot, in verjamem, da je to pozitivno. No, se kar veselim dela v novem mandatu, veselim se novih sodelavcev svetnikov, pričakujem, da bo veliko predlogov, veliko razprave in da bojo seveda rešitve primerne in da bojo zadovoljile vse občane. Ne pričakujem nič kaj novega, drugačnega oziroma mogoče več usklajevanja, bolj nekih iskanja boljših rešitev z vseh strani, predvsem tistih, ki bomo na nek način, če se bomo že dogovorili, da še bolj temeljito sodelujemo. Vedno pa so dobrodošla tudi iz mojega pogleda različna mnenja, ki se potem oblikujejo v najboljšo rešitev. Ocenjujem, da bo še bolj konstruktivno, zanimivo, mogoče kdaj tudi bo kje dlje trajalo kakšno sprejetje, kakšne zadeve, ampak nič hudega, to je vse dobro. Ena od prvih večjih nalog novo ustanovljenega občinskega sveta bo sprejem proračuna za leto 2023. Sprejem proračuna je pomembno, zagotovo je odvisen od preteklega dela, od zakonskih nalog, v delu pa tudi od tistih projektov, ki so že v teku in v pripravah. Delovna telesa, ki bodo imenovana, bodo dobro pregledala dosedanje stanje, se seznanila z njim, tudi občinski svet, tako kot je normalen postopek za sprejem občinskega proračuna. Veliko pozornosti bo usmerjena zagotovo tudi v načrt razvojnih programov, ki je tisti del, ki daje smernice za prihodnje obdobje. Sicer pa župan Srečko Ocvirk ocenjuje, da se tudi v tem mandatu svetniške skupine ne bodo povezovale v koalicije oziroma opozicije. In mislim, da je bil ta današnji občinski svet dokaz, da vsi svetniki in župan želimo pozitivnega razvoja in da smo vsi tukaj zaradi bodočega razvoja občine kot celote v čim hitrejšem tempu in verjamem, da bomo tako delovali.